Jaz vas prav lepo pozdravljam. Zdi se, da nas bo čedalje manj proti koncu, kar je po svoje tudi v redu. Žal boste vsi prišli na izpit, kar ni v redu. Tema današnjega predavanja je, kot vidite tukaj za mano napisano, princip zvračanja krajših stranic pravokotnika, drugi del, ker zadnjikrat te teme nismo mogli dokončati v rednem času. Potem bomo odprli novo temo, ki ima naslov princip dinamične simetrije in se je boste vi vsaj deloma spomnili iz prvega letnika, ko smo analizirali sliko Teodorja Žerikoja Splav meduza, če se spomnite. In potem, kolikor bo časa, še princip numeričnih in muzikalnih sorazmerij. Na zadnjem predavanju, se spomnite, smo skušali likovno kompozicijo in likovno komponiranje povezati z življenjem. Mi smo povedali, da je likovno komponiranje prej težavna kot lahka stvar. In smo povedali tudi to, da je likovno komponiranje tako kot življenje. Začnemo ga, tako kot bi prvič stopili na oder in ga moramo odigrati do konca. No, danes bomo temu, tako rečemo, resnejšemu delu dodali še tisto, brez česar likovno komponiranje tudi ne more. Da je likovno komponiranje pravzaprav igra. Zanimivo je, da nas beseda igra skoraj da vedno potegne v pejorativno razumevanje stvari. Da tam, ker se zadeve igrajo, da se zadeve igračkajo. Ampak igra, boste videli, da je ravno tako resna sestavina likovnega komponiranja kot našega življenja. Jaz sem vam izbral en majhen odlomek iz knjige Teorije igre pri Johanu Huizingi, Rogeju Cailloiu in Eugenu Finku. Knjiga je išla pri študentski založbi leta 2003. Na tehle straneh boste našli tisto, na kar se bodo moja izvajanja tukaj nanašala. Bistvo igre je igranje po pravilih. Tam, kjer ni pravil, ni igre, pravi Johan Huizinga, ki se je veliko ukvarjal s teorijo igre. Torej, igra in pravila spadajo skupaj. Obstaja pa ena pomembna razlika. Igrati po pravilih že vzpostavljene igre in izumiti neko novo igro. Če bi likovno komponiranje skušali primerjati s pogoji igre in igranja, bi lahko rekli, da je likovna kompozicija izum neke nove igre likovne artikulacije. Torej, igra in pravila. Z igro so pa povezani še nekateri vidiki, nekatere, lahko rečemo, tudi strasti v človeškem življenju, ki jih igra disciplinira in artikulira. V igrah sodelujejo naslednji močni nagoni, če lahko tako rečem. Nagon, ki mu v grščini pravimo agon, tekmovalnost. Nagon, ki ga Roger Caillois označi z latinsko besedo alea, kocka. Spomnite se verjetno pregovora alea jacta est. Kocka je padla. Nagon po posnemanju ali mimikriji.
in nagon, ki ga Calva imenuje z besedo ilinks, vrtoglavica. Nekaj, kar bi lahko danes imenovali adrenalinski šport ali nekaj podobnega. No, torej igra je sposobna na nek način artikulirati in disciplinirati tele nagone. Tekmovalnost, težnjo po srečnem izidu, posnemanje in adrenalinski vidik. Tudi likovno komponiranje kot igra vsebuje na nek način v koncentrirani obliki zadovoljevanje vseh teh nagonov. Tekmovalnost prav gotovo. Če ne tekmovalnost z drugimi avtorji, tekmovalnost s samim seboj. Z vsako novo rešitvijo se želimo prekositi. Na nek način pri tem izkoriščamo tisto, kar bi lahko rekli srečno ali nesrečno naključje. Naključje so sestavni del likovnega komponiranja. Brez naključij pravzaprav nič ni, nič ne eksistira. Vsaj nič takega impulzivnega, intenzivnega. Res pa je, da mora biti vsako naključje, ki v likovni ustvarjalnosti eksistira, recimo v likovnem prostoru, priznano. Kako? Avtorji vsako naključje priznajo tako, da ga pustijo kot sestavni del likovnega prostora. V primeru, da jih naključje, ki so ga napravila likovna izrazna sredstva in tehnično-tehnološki postopki ne ustreza, ga preprosto na različne načine odpravijo, prikrijejo ali prekrijejo z naslednjimi likovnimi artikulusi. V likovni ustvarjalnosti, tako kot tudi v drugih likovnih oziroma tudi v drugih umetniških panogah, je pomemben faktor posnemanje. Posnemanje česa? Posnemanje vzorov, posnemanje drugih avtorjev ali pa posnemanje situacij, ki si jih umetniki želijo artikulirati. In v vsakem primeru mora likovna kompozicija imeti na sebi nekaj, kar bi danes rekli, adrenalinskega. Recimo vsaka kompozicija, ki nima tega adrenalinskega vidika, ki je pravzaprav takšna, da se nanaša na predhodne vzorce, ki nič novega ne poizkusi, ki nič ne tvega, ni dovolj zadovoljiva. No, vsi ti nagoni, pravi Eugène Calva, imajo, torej se kažejo v družbenem življenju na različne načine. Recimo kulturne oblike, ki ostajajo na robu družbenih mehanizmov, institucionalne oblike, ki so vključene v družbeno življenje, in vsi ti nagoni se lahko tudi izrodijo. Recimo kulturna oblika, ki ostaja na robu družbenih mehanizmov znotraj tekmovalnosti, je šport. Tekmovalnost znotraj institucionalnih oblik, recimo trgovska konkurenca, različni preizkusi, testi, natečaji, umetniška tekmovanja in tako naprej. Izroditev tekmovalnosti je pa nasilje, volja po moči, zvijačnost, kjer nobena viteška pravila več ne veljajo. Torej, izroditev doseže igra vsakokrat, kadar preneha spoštovanje pravil igre.
kadar igre postanejo surove. Recimo, kadar dvoboj ne spoštuje več nobenega fair playa. No, oblike, ki bi jih mi lahko imenovali tako pogojno sreča, se na margini družbenih dogajanj kažejo v igralnicah, v dirkalnih stavah in tako naprej. V institucionaliziranih oblikah, v obliki borznih špekulacij in v izrojeni obliki kot vraževernost, astrologija in tako naprej. Posnemanje ali simulakar se kaže v kulturnih oblikah na margini kot karneval, gledališče, kino, oboževanje zvezdnikov, ki jih recimo mladi posnemajo. V institucionalnih oblikah kot bonton, protokol, spektakel, mnogo spektakelskosti terja v današnjem času likovna ustvarjalnost, ki se potem, kadar spektakelskost v njej na nek način prevlada, pretvori iz likovne v vizualno umetnost. No, izrojena oblika spektakelskosti je pa odtujenost, razcepljanje osebnosti, namreč posnemanje nekoga drugega do te mere, da na koncu oseba ne prepozna nobene razlike med seboj in tistim, ki ga posnema. Tisto stvarnostjo ali tisto osebo, ki jo posnema. Nagon, ki mu daje Galois ime vrtoglavica, ali pa adrenalinski vidik igre, je med kulturnimi oblikami na margini alpinizem, smučanje, vaje na trapezu, recimo parkour, ki je danes znan šport med mladimi, opojnost hitrosti nasploh. V institucionalnih oblikah se kaže kot recimo poklici, ki v resnici zahtevajo adrenalinske pospeške, če lahko tako rečem. Recimo delo na višini, delo v nevarnih okoliščinah, recimo v policiji, v kaskaderstvu in tako naprej. No, izrojena oblika vrtoglavice je pa umetno vzbujanje adrenalinskih občutkov, sredstvi, kot so alkohol, droge in tako naprej. No, v zvezi z likovno ustvarjalnostjo bi lahko rekli, da je realna oblika agona tekmovalnost s seboj in z drugimi. Tekmovalnost v tem smislu, da likovni ustvarjalec želi doseči arhetipične globine samega sebe, svojega časa in nasploh človeške vrste. Izrojena oblika tekmovalnosti je če lahko tako rečem, nasilje. Na nasilni način promovirati svoje delo, kot da je nekaj vredno, čeprav morda ni. To, kar Galois imenuje alea, smo rekli, da je v likovni ustvarjalnosti naključje. Naključjem se ne moremo izogniti. Niso pa vsa naključja oblikotvorno smiselna. Recimo, oblike kot so dripping ali pa recimo akcijskost, potez, lahko proizvedejo učinke, ki so izjemni v svoji neposrednosti in v svoji akcijski svežini. Ampak vsi učinki, ki jih na ta način
dobimo, niso avtomatično takšni, da bi jih lahko obdržali. Nekaterim se moramo odpovedati. Iz preprostega razloga, ker se morda ne povezujejo dobro z drugimi oblikami v kompozicijskem prostoru. Mimikrija je negativen faktor v likovni ustvarjalnosti takrat, kadar je prepoznavna oblika posnemanja dela, vsebine in rešitev nekoga drugega. Dobro je, če smo mi prvi, ki nekaj posnemamo. Ni dobro, če posnemamo samega sebe. Pablo Picasso je nekoč tole takole direktno okarakteriziral. Pravi, ni me strah posnemanja drugih avtorjev. Vsakomu lahko kaj ukradem. Strah me je posnemanja samega sebe. No in likovno komponiranje, smo prej rekli, ima na sebi tudi nekaj adrenalinskega. In sicer prav v tistem delu, v katerem si likovno komponiranje upa seči do meja. Filozofi pravijo, da je človek bitje, ki meji na skrivnost. No, na podoben način bi lahko rekli, da so tudi likovne kompozicije, ki mejijo na skrivnost. Kolikor bolj bo to skrivnostno, neznano, še neustvarjeno, še nevideno, si likovni ustvarjalec upa seči, toliko več adrenalina potrebuje in toliko več adrenalinskega užitka je mogoče gledalcu povzeti v njegovi stvaritvi. Na vsakem primeru so pa vsi ti nagoni, ki jih imamo tukaj napisane na levi strani, v likovni ustvarjalnosti kultivirani nagoni. Bistvo teh nagonov v okviru igre je ravno to, da se izognejo izrojenim oblikam, ki lahko sicer nastopajo v naših življenjih. Kaj pa je pravzaprav tisto, kar onemogoča izrojenost teh nagonskih oblik v likovnem komponiranju kot igri? To so pravila. Ta pravila pa so takšna, ki pri kompoziciji niso vnaprej postavljena. Ampak je likovni ustvarjalec vedno pred neko neskončno težavno nalogo, da sam postavi pravila igre. Njegova kompozicija je igra z njegovimi pravili. Likovni ustvarjalec lahko, torej profesionalni likovni ustvarjalec, kadar želi, svobodno vstopi v katerikoli že artikulirani slog v likovni ustvarjalnosti in svobodno ustvarja v njem. Recimo jaz, če želim, lahko kot likovni profesionalec vstopim v strukturo impresionističnega sloga in delam v njem impresionistične kompozicije, ki jih pred mano ni še nihče drug napravil. Kaj pa moram vedeti za to, da lahko to naredim? Moram poznati temeljne predpostavke impresionističnega stila. To pa so formalna izhodišča čiste barve, likovni element točka in točkovne gramatike, pa optično mešanje barv. Če se to obvladam in to lahko obvladam, lahko ustvarjam impresionistične slike. Vprašanje je seveda,
če lahko ustvarjam dobre impresionistične slike. Ker je veliko vprašanje, če je v današnjem času impresionistični odgovor na položaj človeka v družbi in v svetu relevanten odgovor. Torej, če je moj odgovor na mojo pozicijo v današnjem svetu lahko impresionističen ali ne. Bolj ne kot ja. Likovni ustvarjalci smo vedno, kadar komponiramo, na nek način poklicani k temu, da ustvarimo, v narekovaju rečeno, lastno igro z lastnimi pravili. Tudi vsak drug umetniški ustvarjalec, recimo glasbenik, ali pa filmar, ali pa gledališki režiser, ali pa dramatik, ali pa pesnik, mora ustvariti novo pesniško igro, novo gledališko igro, novo filmsko igro, novo likovno igro. Vsi smo k temu poklicani. Izjemno malo nas je pa sposobnih to tudi napraviti. In takrat, kadar se to zgodi, se manj sposobni likovniki pripnemo na neko bolj ali manj jasno definirano obliko artikulacijske igre in svobodno ustvarjamo v njej. To pomeni, da imamo v likovni ustvarjalnosti inovatorje artikulacijskih iger in deloma inventivne uporabnike njihovih rezultatov. Če rečem takole, če je recimo Gerhard Richter, samo za primer ga vzamem, veliki inovator modernega časa. Potem so vsi tisti, ki se pri njem inspirirajo. Inovatorji, ki lahko delajo na njegovih predpostavkah svoje avtorske stvaritve, ki pa seveda niso popolnoma avtohtone, ker so navezane na avtohtonost Gerharda Richterja. Imen bi lahko uporabil veliko več, tega sem vzel samo za primer. Pomemben francoski filozof Paul Ricoeur, ki je bil tudi velik hermenevtik, je nekoč zapisal tole nenavadno misel. Je skrivnost jezika, to da ni skrivnosti v jeziku. Tale stavek lahko dopolnim, tako da ga apliciram na pogoje likovne ustvarjalnosti in rečem, je skrivnost likovnega jezika, to da ni skrivnosti v likovnem jeziku. Kaj bi pravzaprav to pomenilo? Na prvi pogled se zdi, da je tole ena razmeroma preprosta besedna igra, ki težko pridemo do dna brez dodatnega pojasnila, ki ga je pa avtor tudi dal. Ni skrivnosti v jeziku. Pomeni tole. Najbolj čudovita pesem govori z istimi jezikovnimi sredstvi kot recept za jabolčno pito. Torej, v slovenskem jeziku Prešern, recimo za svoje poezije, ni uporabljal kakšnih posebnih besed, ki jih Slovenci sicer ne bi poznali. Pravzaprav ni uporabil nobene neslovenske besede. Je pa skrivnost jezika, pravi Ricoeur. Namreč v nedoumljivi možnosti, da lahko z istimi jezikovnimi sredstvi
ustvarjamo kvalitativno tako različne semantične rezultate. Genialne in banalne izraze hkrati. No, če tole povem na primeru likovne ustvarjalnosti. Najbolj čudovita slika govori z istimi izraznimi sredstvi kot pobarvana ograja. Iste barve, kot jih srečujemo recimo v svetu, z istimi barvami lahko likovnik ustvari čudovito umetnino. Likovnik ne uporablja nobenih posebnih barv, ki jih recimo ne bi uporabljali tudi obrtniki, ki ustvarjajo popolnoma pragmatične stvari. Torej barv, ki jih uporabljajo za zaščito kovin, lesa in tako naprej. Je pa skrivnost likovnega jezika. Namreč v nedoumljivi možnosti, da lahko z istimi likovnimi, jezikovnimi sredstvi napravimo nekaj banalnega ali nekaj genialnega. Torej niso sredstva tista, ki določajo genialnost ali banalnost, ampak njihova uporaba. Vi sami veste, kako je bilo v vaših risarskih začetkih. Ste rekli, ko ste ugotovili, da vam risanje ne gre. Joj, če bi imel boljšo risalno desko, bi pa šlo. Potem ste pa dobili boljšo risalno desko, pa ni šlo. In ste rekli, ja, če bi imel še papir ta prav, potem bi pa šlo. In ste si nabavili tak papir, pa tudi ni šlo. Potem ste rekli, joj, če bi imel recimo sepia kredo, ali pa kakšno prav posebno oglje, pa bi pa to šlo. In ste si pridobili oboje, pa ni šlo. Kasneje, ko ste pridobili določene spretnosti in načine gledanja, ste pa lahko na najbolj trivialnem papirju, na komaj zadovoljivi ravni površini, napravili rešitev, ki ste jo priznali za dobro. Kaj pravzaprav to pomeni? Ni dober šahist tisti, ki dobro vidi figure. Celo tisti ni dober šahist, ki bi izdelal šahovske figure. Kdo pa je dober šahist? Verjetno tisti, ki zna šahovska pravila uporabljati v odnosu do svojega sotekmovalca, do svojega nasprotnika, sebi v prid. No in vidite, uporabljati šahovska pravila sebi v prid. Temu so namenjeni vsi principi, vsi kompozicijski principi, ki smo jih do zdaj omenili. Kompozicijski principi so orodja, s katerimi lahko, ko se soočamo z oblikovanjem neoblikovane likovne materije. Vsi likovniki nanje zanašamo. Kompozicijski principi so torej orodja, ki nam omogočajo, da se izvlečemo iz oblikotvornih zagat tam, kjer vanje pridemo. Zdaj pa mogoče ugasnete luč, da se bodo tele slike bolje videli, pa tamle še, če lahko zatemnitev boš napravite. No, zadnjikrat smo se pogovarjali o principu zvračanja krajših stranic pravokotnika. Le rabattement de petit côté sur le grand, kot ga imenuje Charles Boulot.
Pri vsakem od kompozicijskih principov na temelju kategorijalne strukture formata smo rekli, da moramo najprej povedati, ker je kompozicijski princip orodje, za katere namene ga lahko uporabimo. Geometrijski vidik ali pa geometrijska slika principa zvračanja krajših stranic pravokotnika je presečna množica dveh kvadratov nad krajšima stranicama pravokotnega formata. Ta presečna množica na nek način pove, da je kompozicijski princip zvračanja krajših stranic pravokotnika namenjen likovni artikulaciji dogajanj, ki se dogodijo, kadar drug na drugega trčita dva dogodka ali dve situaciji. Ta dva dogodka in dve situaciji se lahko razživita v sporu, se lahko razživita v medsebojnem prepletu in se lahko, če zdaj narekovaju rečem, razživita v popolnem medsebojnem odboju. S takim primerom smo zadnjikrat tudi zaključili naše predavanje. Mogoče se še spomnite, katero sliko smo analizirali. Antonello da Messina, trije križi iz Kraljevskega muzeja v Antwerpnu. No, danes si bomo pogledali, da bi pokazali, da je poleg tega, kar sem zdaj povedal, s principom zvračanja krajših stranic pravokotnika mogoče artikulirati tudi razvoj nekega dogodka ali situacije na razmeroma omejenem prostoru. Torej, prej smo imeli protipostavitev dveh dogodkov ali situacij, zdaj imamo pa lahko razvoj nekega dogodka ali situacije. No, ker likovna ustvarjalnost ni diskurzivna, to pomeni, da se v njej zadeve ne dogajajo v zaporedju, ampak so nam pa podatki, neke slike dani kar takoj in vsi hkrati, je na omejenem prostoru težko veliko povedati. Tako diskurzivno obliko rešitve pripovedovanja zgodb po časovnem zaporedju so izumili stripi. Slike pa niso taki izumi. No, Teodorja Géricaulta smo srečali že v okviru predavanja v prvem letniku, ko smo analizirali dokaj podrobno njegovo sliko Splav meduza, če se spomnite še. No, tukaj imamo opravka z eno precej manjšo sliko, ki ima naslov Konjska dirka v Rimu. Nastala je okrog leta 1430 do 1479, je olje na platnu, za današnji čas prav majhnih dimenzij, 37 x 49 cm. Po formatu majhna, po načinu artikulacije pa prav velika slika, kot boste lahko videli. No, čisto na kratko nekaj o slikarju, ki se ga še spomnite. Živel je med leti 1791 in 1824. Bil je francoski slikar, kipar, ki je močno vplival na svojega prijatelja Delacroixja in na celotno francosko slikarstvo 19. stoletja. Študiral je v Louvru, obiskal je Italijo in Anglijo, celo njegova velika slika Splav meduza je bila razstavljena v Angliji. Obiskal je tudi Italijo, ker je bila takrat prav velika moda, tako kot danes, recimo, likovni in vizualni umetnik, ki ni obiskal New Yorka, ne pomeni veliko. Takrat je bilo tako slikarji in kiparji, ki niso obiskali Rima.
Postal je vodilni predstavnik francoskega romantičnega slikarstva. Zdaj, naslov slike Konjska dirka v Rimu nam, Slovencem, ne pomeni prav veliko. Med nami verjetno ni mnogo ljudi, ki bi strastno stavili na konjskih dirkah. To, kar je recimo v Angliji še danes še vedno močno priljubljen šport, če lahko temu tako rečem. Vprašanje, če je kdo med nami tukaj v tele predavalnici, ki je sploh že videl kdaj kakšno konjsko dirko. Pa dvignete roke, koliko vas je bilo. Vidim, da nič. Tudi jaz ne morem dvigniti roke, še nobene nisem videl. Kaj pravzaprav pomeni to konjska dirka, tudi če izpustimo Rim? Ker vidite, da hipodromi so pravzaprav na zelo podoben način napravljeni v najrazličnejših mestih. Tekmovalci niti ne vedo dobro, v katerem mestu tekmujejo, ampak samo to, na katerem hipodromu tekmujejo. No, če bi želeli razumeti tole sliko, bi se morali na nek način uživeti vanjo. Da bi lahko to napravili, vam bom skušal pripraviti ustrezne okoliščine. Gotovo ste že kdaj gledali recimo tek na 110 metrov z ovirami. Ali pa recimo, kaj sem, plavanje na 100 metrov prsno. V obeh primerih je tako, da pridejo na štart dobro pripravljeni tekmovalci, zlasti tekači na 110 metrov z ovirami, radi delajo vtis na svoje sotekmovalce in na gledalce. Recimo svojo opremo s posebnimi kostumi, s posebnimi recimo sončnimi očali, s posebnim tipom ogrevanja tik pred dirko. Ko vse pripravijo, jim štarter poveljuje, da gredo na mesta, imajo recimo takšne odrivne ploščice od zadaj, tam se dobro pripravijo, vkopljajo svoje copate in potem štarter poveljuje, da se naj pripravijo. In se pripravijo. Vsaka mišica je napeta, vsak živec je napet, vse trepeta, ampak ni še strela. Pogosto krat se zgodi, da je napetost tako velika, da kakšen od tekačev ali plavalcev preprosto prehitro štarta. Mišice so tako na robu, da ne učaka strela, ki je znak za začetek, ampak se sproži prej, potem, ko prezgodaj štarta eden, štartajo vsi drugi in potem mora štarter z dvojnim strelom povedati, da je zadeva končana, morajo se vrniti nazaj, tisti, ki je prezgodaj štartal, mora zapustiti tekmovanje. Mislim, da so zdaj pravila takšna. No, rad bi vas na nek način opozoril na to, kaj pravzaprav to pomeni nervoza pred dirko. In kako neskončno težko je to nervozo, to situacijo, to napetost mišic in živcev artikulirati na tako majhni sliki, kot si jo je vzel za artikulacijo naš slikar. Smo rekli,
37 krat 49 cm. Kakšna se vam zdi ta slika? Če jo pogledamo s priprtimi očmi, bomo ugotovili, da ima najprej strašno veliko svetlostnih kontrastov. Mnogo več kot barvnih. Da je strašno dramatična in da ni veliko počasnih prehodov med svetlimi in temnimi deli. To pomeni, da je strašno veliko svetlostnih kontrastov, ki so bolj radikalne sorte. So oblike ali pa deli oblik bodi si zelo temni, bodi si zelo svetli. Nekateri, tako kot vidite tukaj, so celo na močno osvetljenih ozadjih. Tako rekoč kot senčne lutke pred osvetljenimi paravani od zadaj. No, vidim, da je tale slika od zadaj zelo popačena, pa bomo morali poklicati računalničarja, da nam pride v pomoč, pa naredimo zdajle, če ste za to eno 10-minutno pauzo in nadaljujemo ob 3. Če ugasnete luč, lahko zdaj nadaljujemo. No, če si pogledate tole Žerekojevo sliko, boste ugotovili, da na njej ne najdete tega, kar smo prej pri principu zvračanja krajših stranic pravokotnika iskali. To je 2 zoperstavljenih situacij ali dogodkov, ampak vidite en dogodek, ki se odvija takole v smeri od leve proti desni. Na začetku slike vidite, kako konji z džokeji prihajajo, kako se tukaj na sredi dogaja nekaj dramatičnega in kako potem tele divje živali, tako kot bi pobegnile svojim džokejem. Žereko je napravil več študij za to sliko, torej več različnih variacij, tudi na internetu najdete več barvnih variacij te slike. Skušajmo si pomagati pri analizi te slike, njenega zgoščenega dogajanja, s čisto običajnim principom zvračanja krajših stranic pravokotnika. Najprej napravimo tole, da krajšo levo stranico zvrnemo na osnovnico in iz nje potegnemo vertikalo. Tako dobimo na levi strani kvadrat nad levo krajšo stranico. Isti manever napravimo zdaj še z desne strani in napravimo še kvadrat nad desno krajšo stranico. Na ta način dobimo osnovno shemo principa zvračanja krajših stranic pravokotnika. Tukaj vas opozorim na eno od oglišč postavljeni mali središčni kvadrat, ki ga tvorijo diagonale obeh kvadratov nad levo in desno krajšo stranico. A opazite, da se nekateri vidiki figuralnega motiva izjemno jasno pokrivajo s to strukturalno mrežo. Rekli smo, da je to splošna strukturalna mreža, ki si jo potem avtorji priredijo konkretnim okoliščinam, konkretnim vsebinam in konkretnim izrazom. Poglejte recimo tole diagonalo od levo zgoraj proti desno spodaj v kvadratu nad levo krajšo stranico.
natančna kompozicijska silnica tega džokeja, ki kroti tako veliko polnoplastično živalsko silo v prvem planu. Da boste to lažje videli, sem na nek način odpravil strukturalno schemo zvračanja krajših stranic pravokotnika in vam pokažem samo tole diagonalo od levo zgoraj proti desno spodaj v kvadratu nad levo krajšo stranico. Tudi, če ta diagonala ne bi bila posebej narisana, bi jo mi občutili v kompozicijski silnici tega široko razkoračenega džokeja v prvem planu, ki kroti to živalsko silo, ki je na nek način tako okrajšana, da se zdi, kot da bi slikar napravil nekaj perspektivičnih napak. Ampak njena polnoplastičnost je tukaj poudarjena. Tudi razmerje džokej, konj je tukaj nenavadno za tisto, kar mi danes ocenjujemo po televizijskih ogledih kakšnih konjskih dirk za pravilno. Danes so džokeji tako kot eni majhni dečki ob velikanskih konjih. Očitno takrat ni bilo tako. No, zelo jasno je, vidite, da je tale diagonala na nek način takšna, da njen vektor vleče nazaj. To pomeni, tukaj je človek, džokej, tisti, ki še kroti veliko in vznemirjeno živalsko energijo. Poglejmo tole vertikalno simetralo tega formata. Pa si pogledajte tile dve senčni figuri. Veliko živalsko silo in na drugi strani človeško protisilo, ki mora zato, da bi na nek način izpadla kot verodostojni nasprotni faktor, uporabljati palico. Vektorska usmerjenost je nazaj, proti levi. Zdi se, kot da se v tem osrednjem segmentu človeška in živalska sila na nek način borita za prevlado. V tretjem delu je pa tako, vidite, da človek več ne obvlada te živalske energije, ki se skuša sprostiti proti desni strani. No, jaz upam, da ste vi zdaj lahko opazili, kako je likovni ustvarjalec, tako rekoč na minimalnem prostoru, naredil en cel razvoj nekega dogajanja. Odnos med človeško voljo in to konjsko energijo, ki je tik na tem, da eksplodira. Dajmo si to pogledati še na drugačen način. Tukaj vidite, to sta paraleli dvema diagonalama v kvadratu nad levo krajšo stranico. Vektorska silnica kaže tukaj nazaj na levo stran. Človek obvladuje živalsko energijo. Tukaj, v tem srednjem delu, ima svoje izhodišče na spodnjem oglišču tistega majhnega središčnega kvadratka, ki ga tvorijo
diagonale 2 kvadratov nad levo in desno krajšo stranico, nam kaže takole vektorsko silnico. Vidite, človeška energija na tej strani, živalska energija na tej strani, borite se za prevlado. V tem tretjem delu pa je napetost tako strašno velika, da so džokeji zdaj že v drugem planu. V resnici morajo slediti tej veliki energetski eksploziji vznemirjenih živalskih sil, ki so tako rekoč tik pred štartom na hipodromu. Torej na majhnem prostoru veliko strateških menjav v predstavitvi oblik, izrazov in doživljajskih intenzitet. Na nek način bi ob primernem in pozornem opazovanju vse to, kar je bilo zdaj na geometriziran način prezentirano, lahko odkrili tudi brez tega. Se je tale geometrija na nek način tako prezentna v tej sliki, da bi jo tudi tisti, ki pravzaprav nič ne vedo, ne o slikarju, ne o naslovu slike, znali razbrati. Samo, če bi pozorno opazovali. No, pozorno opazovanje je po današnjem času, kot veste, šibka točka. Morda lahko ob tem odgovorimo še na eno preprosto vprašanje, ki se pa pogostokrat postavlja in mnoge intimno bega. To vprašanje je, a je likovni ustvarjalec dejansko projektiral sliko na tak način, kot sem jaz to pokazal. Torej, če si je v resnici začrtal tale princip zvračanja krajših stranic pravokotnika in nanj računal. Kaj mislite, kakšen odgovor bi bilo mogoče dati na to vprašanje? Po svoje zelo preprost. Tega ne vemo in nikoli ne bomo izvedeli. Ker tale slikar v resnici ni pustil kakšnih zapiskov o tem, ni pustil skic, ni bilo mogoče v njegovi zapuščini najti pripravljalnih študij, ker je bila tole ena izmed pripravljalnih študij. Jaz si predstavljam, da je slikar nameraval naslikati eno veliko sliko na to temo. In je pustil samo več manjših študij. Ampak tudi, če jaz ne vem, kako je slikar načrtoval svojo sliko, ker jo je samo naslikal in je vse svoje načrtovanje na nek način pustil v globinski strukturi slike, ni mogoče ugovarjati, da so nekatere figure na točno določenih mestih v slikovnem prostoru in da jih lahko z lahkoto zajame geometrija, ki smo jo tukaj izpeljali. Recimo, ni mogoče reči, da kompozicijska silnica tele figure in tega konja ni točno na tele diagonali v kvadratu nad levo krajšo stranico. Ni mogoče zanikati, da je doživljajska silnica te diagonale takšna, kot bi nekoga zadrževala nazaj.
ni mogoče zanikati, da je tale silnica z vertikalno simetralo takšna, kjer se stvari šele urejajo. In ni mogoče zanikati, da je tale silnica tista, ki nakazuje postopno sprostitev dogajanja. Enako lahko vidite na tehle primerih. Tele 3 oblike so na nek način 3 stopnje v stopnjevanju te teme. Vidite, tema sama po sebi pravzaprav ni toliko slikovita, čeprav je slikovita zaradi močnih svetlo-temnih kontrastov. Ampak tema je slikovita zato, ker se napetost v njej morfološko stopnjuje, ampak ne enostavno od leve proti desni, ker bi bilo to precej dolgočasno, ampak takole dinamično, kot smo to pokazali tukaj. Torej, tale princip zvračanja krajših stranic pravokotnika lahko na nek način pripeljemo do svojega konca s tem, da povemo, da je njegova minimalna semantična vrednost v tem, da koordinira 2 različni dogajanji, da nam omogoča artikulacijo 2 situacij, ki trčita druga na drugo. In da nam omogoča ravno tako prezentacijo, transformacije nekega dogajanja v času na strašno omejenem prostoru. No, ko boste za izpit pripravljali slikovne primere principa zvračanja krajših stranic pravokotnika, ste lahko pozorni na nekatere vidike, po katerih lahko sklepate, ne morete pa biti gotovi, da je v njih uporabljen princip zvračanja krajših stranic pravokotnika. Se opravičujem. Recimo, če vzamete tale primer, boste na nek način ugotovili, da je veliko verjetnost, da je tukaj tale princip uporabljen. Z preprostega razloga, ker je osnovni motiv te slike takšen, da kar kliče po njegovi uporabi. En dogodek na levi strani, drug protidogodek na desni strani. Vmes dramatična situacija srečanja teh 2 dogodkov. Na podoben način lahko to vidimo tudi na tele Gojevi sliki 3. maj 1800. Na eni strani uporniki, na drugi strani ena vojaška falanga, ki skuša izvršiti eksekucijo nad njimi. No, vi sami vidite na tej sliki, da bi brez uporabe principa zvračanja krajših stranic pravokotnika tako bližnje srečanje teh 2 skupin, upornikov na levi in eksekucijskega voda na desni strani, lahko bilo komično. Preblizu skupaj so. Če bi bil tale eksekucijski vod vojakov, recimo s kakšnimi sabljami ali pa s kakšnimi drugimi orodji, kot so kladiva, potem bi tale bližina bila še na nek način sprejemljiva. Ampak, da so recimo talci tako blizu puškinih cevi, to bi bilo nekaj nemogočega v normalnem ocenjevanju kakšne realne situacije. Ampak princip zvračanja krajših stranic pravokotnika, pogledajte, kje gre sem.
in tale nam v resnici pove, da je tukaj zgoščeno dogajanje na sredini. Tale primer gotovo lahko uporabite in analitično preizkusite. No, ko boste pripravljali to slikovno gradivo, ne pomeni, da vam bo vsaka predpostavka, da je na nekem delu, ki ste si ga vi analitično izbrali, dejansko uporabljen princip zvračanja krajših stranic že takoj uspešna. Boste morali preizkusiti. In poglejte, pri tem preizkušanju se mora človek najbolj držati na vajetih, da ne postane posiljevalec. Vidite, strukturalni principi in njihove geometrijske sheme niso zato, da jih mi nalepimo na katerokoli umetniško delo. Ker to lahko naredimo pri vseh umetniških slikah, ki so na pravokotnem formatu. Pa nam to nič ne pomaga. Bistvo strukturalnih shem ni v tem, da jih mi nalepimo na neko artikulacijo, ampak da jih potegnemo ven iz te artikulacije, če v njej so in samo v primeru, da so. Si predstavljate, kakšen bi bil recimo rentgenolog, ki bi recimo na vas, ko bi šli na rentgen, torej bi ne potegnil vašega skeleta na rentgensko sliko, ampak bi na vas nalimal recimo skelet kakšnega kuščarja, podgane ali pa česa podobnega. Grozno bi to bilo. In vidite, posilstvo likovnih del, analitično posilstvo, je ravno tako škodljivo in kaznivo kot vsa druga posilstva. Na to bi vas rad opozoril. Ne gre za to, da mi delamo analitično nasilje nad deli, ampak da nam analiza omogoča odkriti tisto, kar je v globinski strukturi dela in se samo deloma vidi na površini. No, tudi tukaj boste videli, da bi tale princip lahko bil uporabljen s široko presečno množico, ker imamo opravka z dvema skupinama figur, na levi in desni, in z eno osrednjo figuro v dinamičnem središču slike. Ravno tako tukaj bi bilo po moje popolnoma upravičeno poizkusiti z analizo na temelju na temelju principa zvračanja krajših stranic pravokotnika. No, to, kar zdaj delamo, je, da vas jaz na nek način optično pripravljam na prepoznavanje slikovnih situacij, v katerih bi tale princip lahko bil uporabljen. Če je bil ali če ni bil, lahko vi dokažete z analizo, s formalno analizo topološkega tipa. Ravno tako tukaj. No, da boste pa ugotovili, da tale princip zvračanja krajših stranic pravokotnika ne eksistira samo v figuralnih situacijah, ampak da eksistira tudi, če bi zdaj tako rekel, v močno abstraktnih okoliščinah, pa lahko pojasnim s temle primerom. To je delo francoskega slikarja Nikolaja de Stella in ima naslov Antipsko pristanišče. Na prvi pogled ni videti, da bi se na tej sliki veliko dogajalo. Razmeroma velike površine jasno definiranih barv in taki majhni
vstavki vehementnih potez v to umirjeno osnovo, na posebnih mestih, majhni, barvni in svetlostni oziroma temnostni akcenti. Zakaj bi pravzaprav tukaj sploh lahko šlo za princip zvračanja krajših stranic pravokotnika? A bi bilo to smiselno tukaj? No, tole je en tak zelo abstrahiran krajinski motiv. Nebo zgoraj, morje spodaj, vmes krajina. Kaj pa na tej morski strani, če v narekovaju tako rečem, spodaj? No, tole ni dovolj dobro videti na tej sliki, oziroma ne spomnite se takoj. Zlahka bi pa prepoznali, za kakšne vrste srečevanje gre, če bi kdaj, recimo v kakšnem obmorskem pristanišču, opazovali krajinskega slikarja s postavljenim štafelajem, ki slika barke na morju, barke v pristanišču. No, tukaj se vam zdi, da na nek način manjka protipol. Na kater protipol je pa tukaj slikar računal? Na tisto, kar je jasno vidno, in na tisto, kar se odslikuje v vodi. Odsevi. Vidite, v krajinskem slikarstvu imate tole. Realnost krajine in njen odsev na vodi. Zdaj pa pogledajte tole sliko. Sem jaz analiziral na takle način, da sem glede na pravokotni format tele vertikalne postavitve pravokotnega formata prenesel enostavno shemo principa zvračanja krajših stranic pravokotnika. Zgornjo stranico, zgornjo krajšo stranico sem prenesel na levo daljšo stranico in potegnil paralelo osnovnici. In sem dobil v zgornjem delu en kvadrat nad zgornjo krajšo stranico. In sem mu učrtal obe diagonali. Isti manever sem ponovil še spodnje strani. In sem napravil še kvadrat na spodnjo, nad spodnjo krajšo stranico. In tudi temu kvadratu sem učrtal dve diagonali. Diagonali sta oblikovali na eno od oglišč postavljen manjši srednji kvadrat, torej v centru slike, ki jo označuje črtkana linija. Zdaj pa lahko pogledate, kako so se na nek način, glede na to strukturalno omrežje, razvrstile oblike, ki jih je slikar postavil v ta, na prvi pogled, zelo pregledni in abstrahirani slikovni prostor. Če naredim paralelo vertikalni simetrali, tam, kjer se nahaja tale središčna točka na eno od oglišč postavljenega srednjega kvadrata, dobim natančno linijo, ob katero se pravzaprav najbolj radikalno v takih široki, vehementni potezi prepoznava odsev. Odsev krajine na morju. Opazujte, kje je horizont te krajine. Opazujte, kje so tile majhni
barvni ali svetlostni akcenti in boste ugotovili, da je tale strukturalna armatura, natančno armatura te slike. No, tukaj vam lahko skoraj da zagotovim, da si slikar tega strukturalnega omrežja ni vnaprej napravil. In to nas še bolj začudi. Kako ga je mogel tako natančno upoštevati, če ga na nek način ni projektiral. Ena totalna organizirana lepota je tukaj noter in to organizacijo na nek način slutimo. Čeprav jo lahko ugotovimo samo s pomočjo papirja in svinčnika. In prav je imel nemški slikar Anselm Feuerbach, ki je nekoč zatrdil, da k sliki spada stol. V resnici spada. Tale slika bi bila za nas na nek način preprosti dogodek, event, če rečem po sodobno, ki bi se na nek način v nas vtisnil, ki nas pa ne bi zaznamoval. Zaznamuje nas takrat, kadar na nek način tale event postane odtis, ki se mentalno odtisne v nas. To je pa mogoče samo, če mu mi pomagamo, da se v nas odtisne. Vidite, vtisi so nekaj bežnega, ponavadi so nekaj prijaznega, pa tudi nekaj takšnega, kar hitro odvihra od nas. Tisto, kar se v nas vtisne, pa je samo to, do česar smo se prikopali. In ko pogledate tole, lahko bi rekli, nedolžno ali idilično kvazi krajino, nastale kvazi krajina oplazi svojo očarljivostjo. Ne oplazi nas pa svojim bistvom, zato ker fenomeni nikoli bistva ne nosijo na krožniku. Tako kot ljudje, vsaj večina ljudi, ne nosi na krožniku svojega srca. Tisti, ki nosijo srce na krožniku, so bodisi malo naivni ali malo bolni. Tale slika na površinski ravni daje bežen vtis, na globinski ravni daje pa vtis presenečenja, daje vtis neverjetne organiziranosti, ki ga ne boste nikoli pozabili. Jaz sem prepričan, da boste, če bi se vam kdaj zgodilo, da bi lahko tole sliko kje v kakšni galeriji srečali v originalu, da se bo tale globinska struktura vzbudila v vas. Se ne bi, če se mi z njo ne bi trudili. V nekem dobro učinkujočem delčku vaših možganov bo tole sedelo. In na nek način lahko vidite, kako zelo kompleksno je razmerje v likovnih delih med površinsko in globinsko strukturo. Likovnik ga mora vzpostaviti. In to ne glede na to, da ga velik del publike mogoče nikoli ne bo dobro razumel. Mogoče je tale slikar svojo sliko čakal prav na nas, da smo mi to odkrili. Mogoče so to odkrili že kje drugje, recimo na kakšni drugi umetniški akademiji, kakšen drug profesor predava točno tole situacijo, samo da mi zanjo ne vemo.
To je delo istega avtorja, tudi tukaj bi se dalo kaj poiskati, oziroma iskati v tej smeri. Da ne govorim recimo o tem tihožitju tega istega avtorja. Na prvi pogled nekaj pohlevnega, nekaj zgolj barvitega, na drugi pogled, ki ga lahko vi odkrijete, je pa mogoče še mnogo več od tega. Mogoče poznate sliko, oziroma mogoče iz te slike prepoznate avtorja. Avtorja poznate vsi. Ni ga tukaj, ki ga ne bi poznal. Vprašanje pa je, če ga prepoznate. Kaj bi rekli? Je to Jackson Pollock? Sprašujem, če je. Na prvi pogled sploh ne. Tudi na drugi pogled sploh ne. Eden od ameriških slikarjev velikega barvnega polja, preden je to postal. Kateri pa so bili ti slikarji? Mark Rothko. To je Mark Rothko pred Markom Rothkom. To so majhni akvareli, oziroma vsaj tako akvarelno slikanje je, kako bi rekel, akcijsko, nepredmetnega tipa. Na tole njegovo delo sem jaz preprosto postavil osnovno mrežo principa zvračanja krajših stranic pravokotnika. Zato, da bi videl, če ima tole Rothkovo delo sploh kakšno povezavo s tem principom. Eksperiment je bil na prvi pogled videti takšen, kot da ne bo imel nobenega pozitivnega rezultata. Saj nikomur ne bi prišlo na pamet, da bi tukaj noter iskal kakšno veliko geometrijo. Ali pa tudi. No, jaz sem bil poplačan na koncu tega eksperimenta z neko fascinantno ugotovitvijo, ki jo lahko tukaj pravzaprav vi sami vizualno preverite. Akcijske poteze, ki so bile na prvi pogled, kako bi rekel, naključno razporejene potem na vlaženem papirju, so se tukaj kar naenkrat začele neverjetno razvrščati. Tako da na koncu lahko ugotovite, da v nečem, kar ni imelo nobenega organizatoričnega duktusa na začetku, prepoznamo neverjetno organiziranost. Samo opazujte vertikalno simetralo, opazujte to na eno od oglišč postavljen manjši pravokotnik, ki ga oblikujejo diagonale obeh kvadratov nad krajšima stranicama. Opazujte tele vertikalne vzorce na levi in na desni strani in boste presenečeni. Bomo zapustili tale princip zvračanja krajših stranic pravokotnika in šli poiskati naslednjega.